Zdravljenje Parkinsonove bolezni se v Sloveniji odvija na visoki ravni. To pravzaprav vemo že dolga leta. Novost pa je to, s čimer se pravzaprav na klinični ravni ukvarjate prav vi, kajti odpirate oddelek za osebe z atipičnimi parkinsonizmi. Nam lahko zaupate kaj več o tem? Tako, mogoče za začetek, da povem, da poleg Parkinsonove bolezni obstajajo tudi druge nevrološke bolezni, ki se kažejo s temi klasičnimi motoričnimi znaki parkinsonizma. To so tresavica, okorelost, upočasnjenost, motnje hoje in tako dalje. Ampak te skupine bolezni potekajo nekoliko hitreje in težje. Hkrati pa se jim lahko pridružujejo tudi druge težave, kot so recimo zgodnje motnje spomina, težave z govorom, nestabilnosti pri hoji in tako dalje. To so skupina bolezni, ki jih imenujemo atipični parkinsonizmi. Izziv atipičnih parkinsonizmov poleg samega poteka bolezni je to, da se ljudje z atipičnimi parkinsonizmi slabo ali pa celo ne odzivajo na zdravila, ki jih imamo klasično za zdravljenje Parkinsonove bolezni recimo. In za te bolnike je potreben nekako bolj celosten pristop oziroma multidisciplinarni pristop za obvladovanje njihovih težav. To temelji predvsem na nekih specializiranih fizioterapevtskih obravnavah, prilagoditvah domačega okolja, izboljšanje komunikacije, strategije za komunikacijo in tako dalje. In na našem oddelku smo želeli dati poudarek na tej multidisciplinarni oziroma celostni obravnavi teh bolnikov z atipičnimi parkinsonizmi. In smo ustanovili novo storitev, specialno za te bolnike. To je enodnevna bolnišnična obravnava ljudi z atipičnimi parkinsonizmi. To pomeni, da te ljudi povabimo za en dan na našo kliniko, prejmejo nevrološko specialistično obravnavo in svetovanje. Poleg nas pa potem še obravnavo strani subspecializiranega fizioterapevta, delovnega terapevta, dietetika, logopeda in tako dalje. Recimo fizioterapevt lahko svetuje glede izboljšanja sheme hoje, delovni terapevt izda pripomočke za olajšanje življenja v domačem okolju, logoped svetuje glede strategij izboljšanja komunikacije, dietetik prilagodi kalorični vnos in tako dalje. Se pravi, poudarek je predvsem na obvladovanju tistih stvari, na katere lahko vplivamo multidisciplinarno, ker nam primanjkujejo učinkovita zdravila za blaženje njihovih težav. Kako pogosta pa je obravnava v sklopu dnevne bolnišnice? Verjetno je pogojena s tem, v kateri fazi bolezni je posamezni bolnik. Res je. Se pravi, naše kapacitete so zaenkrat takšne, da bolnike z atipičnimi parkinsonizmi povabimo na obravnavo enkrat na 6 mesecev. Načrt za drugo polovico leta 2025 je to, da bi lahko morda bolj frekventno povabili take bolnike. Zaenkrat imamo možnost še vključevati bolnike takoj pravzaprav ob nastopu diagnoze oziroma v zgodnjem poteku bolezni. Pomembno je izpostaviti tudi to, da nevrologi v Sloveniji lahko dobro razlikujemo med Parkinsonovo boleznijo in temi atipičnimi parkinsonizmi. Že zgodaj v poteku bolezni na ta način usmerimo te bolnike v ustrezno pot zdravljenja in obravnave. Kako pa je z zmogljivostmi oddelka, ki ga ustanavljate? So pred vami še kakšni logistični izzivi? Predvidevam, da je temu tako, kaj ne? Res je, naše ambicije so zelo velike in mi si želimo in smo motivirani čim bolj pomagati tem našim bolnikom in vključiti čim večje število v obravnavo. Omejeni smo predvsem kadrovsko, zato ker nas je malo, iskreno rečeno, tako da zaenkrat imamo namenjeno za to 1 do 2 dni na teden. Tako da kadrovska podpora in razširitev števila strokovnih sodelavcev je tista stvar, ki je nujno potrebna. In ko boste dosegli optimalno fazo, kaj to pomeni, da bo tovrstna obravnava lahko potekala vse dni v tednu? To bi bilo idealno.